Včasih primer ne potrebuje več let razvozlevanja, intenzivne preiskave ali skrbnega premisleka. Dovolj je že najmanjša, najbolj nepričakovana podrobnost, da se začnejo pojavljati razpoke. Praska na čevlju, sporočilo poslano le nekaj minut prepozno, ali neizbrisljiva zgodovina iskanja, in vse se začne razpletati. Številka 10. Oktobra 2020 tri so prijavili kot pogrešanega neimenovanega 33-letnega kubanskega državljana. Sorodnik je prejel sporočilo SMS z moškega telefona, vendar se mu je vsebina sporočila zdela zanj zelo neznačilna. Domnevno je sporočilo trdilo, da je spoznal žensko, zaradi česar se je odločil zapustiti Španijo in se znebiti svojega mobilnega telefona. Ker je bil sumničav glede sporočila, je sorodnik stopil v stik z oblastmi v Tejuecu, da bi prijavil nenavadno dejavnost, in začelo se je iskanje obiskovalca. Kubanski moški je bil na obisku v vasi Tejueco v severni provinci Soria. Oblasti so ga začele neprestano iskati, vendar niso našle nič nenavadnega. Imeli so tudi zelo malo informacij, na katere bi se lahko oprli, vendar se je ravno v času, ko so ga prijavili kot pogrešanega, zgodilo nenavadno naključje, ki je na koncu pripeljalo do rešitve skrivnosti umora. Oktobra 2023 je Googlov avtomobil, ki snema ulice, prvič po 15 letih obiskal Tejueco in kasneje zabeležil zamegljen dokaz grozljivega zločina. Ko so ugotovili nekaj možnih gibanj pogrešanega moškega, so preiskovalci uporabili Google Street View, kjer so naleteli na zelo sumljiv prizor. Ob robu večinoma prazne uličice je bilo parkirano rdeče vozilo z odprtim prtljažnikom. V prtljažnik se je nagibal moški, ki je bil videti, kot da v prtljažnik polaga veliko belo vrečo. Nadaljnja preiskava je razkrila, da je bila na voljo tudi prej posneta slika, ki jo je Google zajel istega dne. Zamegljena upodobitev očitno prikazuje osebo, ki potiska samokolnico z isto belo zajetno vrečo. Ti dve sliki bi odigrali ključno vlogo pri reševanju izginotja 33-letnega kubanskega državljana. S pomočjo Google Street View so policisti izsledili dve osebi, moškega in njegove bivše dekleta. Detektivi so ugotovili, da sta oba poznala pogrešanega moškega. Ženska je bila njegova partnerka, moški pa njen bivši, in oba so aretirali zaradi suma ugrabitve, kar se je nato spremenilo v preiskavo umora, ki je pripeljala do odkritja pogrešanega moškega. V začetku decembra 2023 so njegov trup našli v plitvem grobu na bližnjem pokopališču, kar je potrdilo, da je njegovo izginotje posledica umora. Brez manjših podrobnosti, ki jih je zagotovil Google Maps, bi se primer morda reševal dlje ali pa sploh nikoli ne bi bil rešen. Slike so policiji pomagale prepoznati sumljivo vozilo, uporabljeno pri zločinu. Številka 9. Umor v vasi Tejueco ni bil edini primer, ko je Google odigral ključno vlogo pri reševanju resnega zločina. Januarja 2003 je 57-letna Janine Patrick, mati 3 otrok, izginila iz Durhama v severni Karolini. Na Googlu so se pojavili neizpodbitni dokazi, ki so pripeljali do rešitve primera. Janine je bila čelistka, katere otroci so njene hobije imeli za zabavne, ekscentrične in vedno prisrčne. Njeni bližnji so jo opisovali kot silo narave, ki se je ukvarjala z netradicionalnimi prostočasnimi dejavnostmi, kot sta trebušni ples in igranje v simfoničnem orkestru Durhama. Svoje sinove je vzgajala v Vermontu skupaj z možem Chazom, a ko je ta leta 1995 umrl zaradi bolezni srca, je ugotovila, da je potrebna sprememba okolja. V Durhamu je spoznala Roberta Patricka in se ponovno zaljubila. Robert, ki je bil v svojih 50-ih in ločen, je z Janine delil strast do glasbe, umetnosti in kuhanja in leta 2001 sta se srečno poročila. Toda do konca leta 2022 se je obetala temna sprememba. Janine se je pripravljala na novo službo, ko je nenadoma izgubila stik s prijatelji in družino. Januarja 2003 je bila uradno prijavljena kot pogrešana. Robert je trdil, da se ni nikoli prišla domov s simfoničnega koncerta, vendar se je izkazalo, da tja sploh ni nikoli prispela. Medtem ko se je iskanje matere 3 otrok nadaljevalo, so detektivi zbirali dokaze proti svojemu glavnemu osumljencu. Nekaj mesecev kasneje so truplo Janine Patrick našli v jezeru Falls Lake, 10 milj stran od njenega doma. 2 ribiča sta naletela na veliko ponjavo, ki je plavala na vodi. Sodni izvedenci so jo odstranili in poslali na analizo, kar je potrdilo, da so ostanki pripadali pogrešani ženski. Izginotje je bilo uradno razglašeno za umor.
V naslednjih mesecih so detektivi uporabili vse, kar so izvedeli o Robertu, da bi dokazali, da je kriv za umor. Ugotovili so, da ni bil človek, za kakršnega se je izdajal. Ni bil ljubeč mož, niti družinski človek, ampak je bil v resnici prevarant. Preiskovalci so ugotovili, da je bil ženskar, ki je več nič hudega slutečih žensk, vključno z Janin, opeharil za njihov denar. Poglobljeno so raziskali njegovo preteklost in odkrili zgodovino laži, prevar ter niz afer, kar je vodilo do enega zaključka. Živel je dvojno življenje. Preiskovalci so začeli sumiti, da bi lahko bile prevare in afere motiv za umor. Morda so trdili, je Janina to odkrila, Robert pa jo je želel utišati. Edina težava je bila, da niso imeli dejanskih dokazov, da je bil on tisti, ki je ubil Janin. A Google jih je imel. Detektivi so se obrnili na računalniškega strokovnjaka, ki je preiskal Robertovo zgodovino iskanja in tam odkril natančen scenarij ženinega umora. Med iskalnimi pojmi so bili vrat, zlom in prelom. Prav tako je obsežno raziskoval nivoje jezera, klančine za čolne, vodne tokove in najbolj obremenilni dokaz od vseh, kako dostopati do jezera Falls Lake. Ti iskalni pojmi so bili časovno označeni 4 dni, preden je bila Janin prijavljena kot pogrešana. Po 2 urah posvetovanja, z mislijo na nekaj tako preprostega, kot je zgodovina iskanja, je porota soglasno spoznala Roberta Petrika za krivega umora 1. stopnje in ga obsodila na dosmrtni zapor zaradi njegovih zločinov. Številka 8. Sydney Loof se je rodila v Broken Bow v Nebraski in odraščala v Arkadiji. Leta 2000 pa se je preselila v Nili. Bila je znana po svojih ribiških spretnostih in je pokazala zanimanje za golf ter košarko. Ko je bila najstnica, je razvila skoliozo, kar ji je preprečilo ukvarjanje s športom. Leta 2011 je po končani srednji šoli začela delati v lokalni trgovini Menards. V tem času je trpela za težavami z duševnim zdravjem, vključno s hudo depresijo in anksioznostjo, ki so očitno dosegle vrhunec le nekaj dni pred njenim izginotjem 15. novembra 2017, ko je bila stara komaj 24 let. Kljub težavam s duševnim zdravjem je Sydney še vedno poskušala iz življenja potegniti največ in je načrtovala zmenek prek Tinderja. Nedavno je na strani spoznala nekoga in dogovorila sta se, da se srečata v Wilburyu v Nebraski. Večina tistih, ki so jo poznali, za te načrte ni vedela, saj so zanje izvedeli šele iz objave, ki jo je napisala na dan, ko je izginila. 3 tedne potem, ko je bila Sydney prijavljena kot pogrešana, so njene razkosane posmrtne ostanke našli ob makadamski cesti na območju Wilburya v Nebraski. Med preiskavo so detektive ponovno pripeljali do objave, ki je na dan Sydneynega izginotja opozorila družinske člane in prijatelje na njene načrte. Objava je vsebovala sliko žrtve z napisom: pripravljena na zmenek. Oblasti so nato prišle do Sydneynega profila na Tinderju, kjer je pod vzdevkom Audrey potekala izmenjava sporočil o srečanju. Prav z Audrey se je mlada ženska srečala v Wilburyu. Računalniški strokovnjaki so bili vključeni v preiskavo in so uspeli razvozlati pravo ime za tem vzdevkom. Audrey je bila Bailey Boswell, ki je imela kazensko evidenco, vključno s posedovanjem pripomočkov za uživanje drog. Oblasti so izvedele, da je Boswellova na strani Backpage iskala moškega po imenu Aubrey Trail. Trail je bil kot otrok zlorabljen in je odraščal v revščini. Prav tako je preskakoval iz ene rejniške družine v drugo, preden je kot najstnik pristal v zaporu zaradi oboroženega ropa. Oba sta bila razglašena za osebi, zanimivi za preiskavo, potem ko je bilo ugotovljeno, da sta se oba srečala s Sydney na dogovorjeni dan. Bila sta aretirana in temeljito zaslišana, kar je na koncu pripeljalo do Trailovega kaotičnega niza priznanj. Na sodišču so tožilci uporabili ne le sporočila iz Tinderja, temveč tudi več drugih drobnih informacij, da so zaključili, da sta Trail in Boswell odgovorna za vnaprej načrtovan umor Sydney Loof. Med dokazi so bili tudi posnetki iz trgovine, na katerih sta kupovala približno 30 cm dolgo žago za kovino, klešče za žico, zaščitne folije, nabrušen nož, 30-galonske vreče za smeti, nekaj galon belila in žago za veje. Vsi ti predmeti so bili neposredno povezani z umorom in razkosanjem mlade ženske. Trail in Boswellova sta bila nato spoznana za kriva umora 1. stopnje. Številka 7. Bil je 25. april 1935 v kopališču akvarija Cookie, kjer je prebivala tigrasta morska psica s plaže Cookie. V enem tednu po njenem ulovu so osebje in oblasti spoznali, da ta morska psica skriva skrivnost.
Nerazložljivo je zbolela in postala apatična, a kljub temu so primerek razstavili pred množico, kmalu pa je postalo jasno, zakaj je bila bolna. Pred zbranimi gledalci je morska psica izbljuvala nekaj, kar je bilo videti kot človeška roka. Oblasti so bile poklicane in okončina je bila odstranjena iz akvarija. Prva stvar, ki so jo opazili preiskovalci, je bila, da roka ni bila odrezana z zobmi morskega psa. Odrezana je bila z rezilom. Brez preostalega telesa in brez tehnologije za analizo DNK je bila identifikacija telesa zelo težka. Na roki je bila edinstvena tetovaža, ki so jo policisti fotografirali in objavili v časopisu Sydney Truth, v upanju, da jo bo kdo prepoznal. Ni minilo dolgo, preden se je oglasil Edwin Smith, ki je prepoznal to tetovažo kot tisto, ki jo je imel njegov brat, James Jimmy Smith. Jimmy je bil nekdanji boksar in lastnik biljardnice, izginil pa je nekaj tednov prej, 7. aprila 1935. Edwin je zagotovil potreben vzorec DNK za potrditev ujemanja. Roka je pripadala Jimmyju, policija pa je zdaj vodila preiskavo umora, pri kateri ni bilo težko priti do zaključka. Že naslednji mesec so preiskovalci prišli do poslovneža iz podzemlja, Reginalda Williama Lloyda Holmesa, prevaranta in tihotapca. Zaposlil je Jimmyja za delo pri zavarovalniških prevarah, oba pa sta v svoje kriminalne dejavnosti vpletla tudi bivšega vojaka in ponarejevalca, Patricka Francisa Bradyja. Preiskovalci so ugotovili, da je bil prav ta človek, Brady, zadnji, ki je videl Jimmyja, preden je ta nepojasnjeno izginil. Nato so ga aretirali zaradi suma in ga privedli pred sodišče. 16. maja je med sojenjem taksist pričal, da je pobral Bradyja v Karneli, kjer sta z Jimmyjem pila in igrala karte, ter ga odpeljal na Bayview Street, kjer je živel Holmes. Voznik je opazil, da je bil videti razmršen, prestrašen in ni hotel umakniti roke iz žepa. Kaznivo dejanje, dejstvo, da je bil zadnji, ki je žrtev videl živo, pričanje taksista in odkritje, da je bil Jimmy policijski ovaduh, so privedli do tega, da je bil Brady obtožen umora. Številka 6. 9. junija 1987 je prebivalec New Orleansa, 27-letni Andrej Daigle, zapustil udobje svojega doma, da bi se udeležil večerje s prijateljem v mehiški restavraciji Chi-Chi. Kasneje sta odigrala nekaj iger biljarda, kar je privedlo do večera pitja in zabave v Mitchellovem baru. Med večerom je Andrej spogledoval z več ženskami, med katerimi je bila tudi Thelma, ki je pokazala poseben interes za Andreja. Prav med tem zabavnim večerom pa je Andrej izginil. Nekaj dni kasneje je Andrejeva sestra Elise McGinley, ki živi v Južni Kaliforniji, izvedela za nepričakovano izginotje svojega brata. Ni se pojavil v službi in je prenehal vzdrževati stike z družino in prijatelji. Elise je nato obvestila oblasti in medtem ko je preiskava potekala počasi, je zaskrbljena sestra poiskala pomoč pri nepričakovanem viru. Obrnila se je na mediko, ki jo je spoznala nekaj dni prej s prijatelji zgolj za zabavo. Medika je bila ženska po imenu Rosemary Kerr, ki je pristala, da pomaga družini pri iskanju pogrešanega Andreja. Sestri je rekla, naj prinese zemljevid Louisiane, ki se je izkazal za ključnega pri določanju dogodkov, ki so se zgodili. Na sestanku sta bila zemljevid in slika pogrešanega moškega položena drug ob drugem na mizo. Rosemary je zaprla oči in položila prste na sliko Andreja. Nekaj trenutkov kasneje se je začela pritoževati zaradi ostre bolečine v glavi. Opisala jo je, kot da bi jo nekdo udaril s tobim predmetom, nato pa je začela opisovati Andrejev tovornjak, vključno z zelo značilno prasko ob strani. Rosemary je opisala, da je videla osebo z dolgimi plavimi lasmi, ki je imela nekakšno moč nad moškim. In ta informacija je družino zmedla, saj kolikor so vedeli, Andre ni imel dekleta. Rosemary je usmerila svojo pozornost proti zemljevidu in jo je zabolela glava. Med tem močnim trenutkom je opisala močvirje, dolg most, ki je visel nad vodo, peščeno plažo in številko 7. Njeni prsti so sledili mestu imenovanemu Slidell, 30 milj od Novega Orleansa. Medika je odprla oči in jim povedala, da če želijo najti Andreja, bodo morali iti v Slidell. Družina je storila prav to in medtem ko so bili na poti na to območje, je Elise opazovala, kako je mimo nje pridrval znan tovornjak. Ugotovila je, da je to Andrejev tovornjak, kar je potrdila dolga praska na boku. Elise je začela slediti vozilu in opazila dva moška v njem, vendar nobeden od njiju ni bil njen pogrešani brat.
Ker so verjeli, da moška v vozilu vesta nekaj o primeru, je družina obvestila bližnjo policijo, ki je tovornjak zasledovala in ga ustavila. V ukradenem vozilu sta bila Michael Phillips in Charles Gervais, ki sta ob zaslišanju priznala, da sta ubila Andreja Deidla. Na vprašanje, zakaj sta to storila, sta odgovorila, da ju je zanimalo, ali sta tega sposobna. Del načrta je vključeval tudi Michaelovo dekle, svetlolaso žensko po imenu Delma Horn. Nadaljnja preiskava je odkrila truplo žrtve na peščeni obali ob močvirju Mančac, blizu izvoza 7 s hitre ceste. Oba moška sta priznala krivdo za umor in bila obsojena na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Številka 5. Maurice Travis je bil ameriški morilski manijak, ki so ga spoznali za odgovornega za umore najmanj 12 žensk, morda pa celo več kot 18. Osebno je prevzel odgovornost za do 17 umorov, za kar nekateri predstavniki oblasti menijo, da je vprašljivo, drugi pa menijo, da je za seboj pustil sled več kot 20 žrtev. Ko so ga v nekaj teh primerih označili za osebo, ki bi lahko bila povezana s temi primeri, je imel Travis že kazensko evidenco, vključno z obsodbami za oborožen rop in posedovanje prepovedanih substanc. Obstaja vsaj en videoposnetek, na katerem je mogoče videti Travisa, kako izvaja več neizrekljivih dejanj nad številnimi svojimi žrtvami. Kaseto so našli med preiskavo njegovega doma v Fergusonu, Missouri. Uporabljena je bila kot najtrdnejši dokaz za njegovo obsodbo za umor. Toda prav videokaseta ni bila tista, zaradi katere so oblasti začele sumiti Travisa za te zločine nad ženskami. Oblasti je do njegovih vrat pripeljala preprosta Travisova napaka. Med svojim morilskim pohodom je manijak postal, obupano si je želel pozornosti in razpitosti. Zato je anonimno pismo poslal novinarju časopisa St. Louis Post-Dispatch. Pismo je vsebovalo zemljevid z izrazitim X-om, ki je označeval lokacijo telesa naslednje žrtve, ki je bilo v West Altonu v Missouriju. Ta posebna značilnost je bila prav tako ugotovljena kot dokaj generično izdelana. Preiskovalci so ugotovili, da je bil zemljevid ustvarjen na Expedia, kar je nakazoval tudi priloženi vodni žig. Expedia je spletna platforma za potovanja, ki uporabnikom omogoča načrtovanje počitnic, ponuja lete, nastanitve, najem avtomobilov in zemljevide destinacij. S to ugotovitvijo so oblasti zemljevid, ustvarjen na Expedia, izsledile do Maurija Travisa, kar je privedlo do njegove aretacije. Medtem ko je bil v priporu, so policisti preiskali njegovo prebivališče in odkrili sobo za mučenje, pripomočke za mučenje, električni paralizator, časopisne izrezke o njegovih lastnih zločinih ter videokaseto. Številka 4. Ronald Platt je bil serviser televizorjev in porodu iz Kanade. Leta 1990 je spoznal Alberta Johnsona Walkerja, prav tako Kanadčana, finančnega svetovalca in prevaranta. Oba sta se spoznala v Angliji in kmalu začela skupaj poslovati. 2 leti kasneje pa je Ronald izrazil željo, da bi se vrnil v svojo domovino. Kupil si je enosmerno vozovnico in ga prepričal, da se vrne v Kanado. Walker je tudi vztrajal, da pusti za seboj svoje osebne stvari, vključno z vozniškim dovoljenjem in rojstnim listom, za katere je trdil, da jih bo potreboval, ker sta bila skupaj v poslu. Leta 1995, ko mu je zmanjkalo denarja, se je Ronald vrnil v Anglijo in ponovno vzpostavil stik s svojim prijateljem in poslovnim partnerjem. Medtem ko je bil v Angliji, pa bi Ronald nepojasnjeno izginil. Kmalu po njegovi vrnitvi so lokalni ribiči v svojih mrežah odkrili človeške ostanke, vendar trupla zaradi dolgega časa v vodi niso mogli prepoznati po zunanjih značilnostih. Kar pa je bilo očitno, je bila ura Rolex, ki je ostala vodotesna in nedotaknjena, kljub temu, da je bila pod vodo. S pomočjo serijske številke, vgravirane na Rolexu, je policija zabeležila svojo prvo sled. Serijska številka jih je pripeljala do lastnika ure, Ronalda Plata. Ker je bil Walker poslovni partner žrtve in verjetno zadnja oseba, ki ga je videla živega, so ga poklicali na zaslišanje. Pojasnil je, da je verjel, da je Ronald odpotoval v Francijo. Ker ni bilo dokazov, ki bi ga povezovali s kaznivim dejanjem, so Walkerja izpustili. Kasneje so se preiskovalci vrnili na dom tega moškega, da bi ga dodatno zaslišali. Walkerja ni bilo tam, vendar so detektivi govorili s sosedom, ki je povedal, da naj bi v sosednji hiši živel moški po imenu Ronald Platt, ne Albert Walker. Ugotovili so tudi, da je oseba, ki je živela na tem naslovu, imena v lasti Chowan, ki so ga našli v bližini območja, kjer so našli Ronaldovo truplo.
Podatki GPS s čolna so ga postavili na točno lokacijo in čas umora, ki je bil datiran v konec julija 1996, kar so ugotovili tudi z uporabo rezervne moči Rolexa. Z uporabo informacij iz Rolexa, ukradene identitete in GPS-a čolna so oblasti aretirale Alberta Walkerja in ga obsodile za umor prve stopnje, krajo, goljufijo in pranje denarja. Številka 3. William Bradford je bil ameriški morilski manijak, ki je bil obsojen po 2 točkah obtožnice, vendar verjamejo, da je imel več kot 28 žrtev. Leta 2006 je šerifov urad okrožja Los Angeles objavil zbirko fotografij, ki jih je posnel Bradford in so jih našli v njegovem stanovanju v 80-ih letih, ko so ga sodili in obsodili. Prav te slike so odigrale ključno vlogo pri obsodbi morilca. Fotografije so prikazovale do 54 žensk, vsako v manekenski pozi. In prav preko takšnih slik so preiskovalci ugotovili ne samo morilčev način delovanja, ampak so tudi analizirali več teh slik, da bi dokazali, da je Bradford povezan z njihovimi izginoti in umori. Fotografije v manekenskem slogu so pokazale, da je Bradford uporabljal pretvezo fotografa in obljube o manekenski karieri, da je zvabil svoje žrtve, pogosto na odmaknjene lokacije. Odmaknjene lokacije so vključevale območja v puščavi, kjer so se v ozadju Bradfordovih slik videle značilne kamnite formacije. Detektivi so prepoznali to značilno ozadje in preučevali edinstvene kamnite formacije, kar jih je pripeljalo do določenega območja v puščavi Mohaveve. Na tem območju je bila nato opravljena forenzična analiza, ki je na koncu razkrila taborišče, kjer je bilo storjenih več umorov. Skeletni ostanki in dokazi DNK so potrjevali, da je bilo to prizorišče množičnega umora. Ker se je ta lokacija pojavila v ozadju fotografij, ki jih je lažni fotograf posnel žrtve, so preiskovalci lahko potrdili, da je bil na prizorišču zločinov in da je bil povezan s tistimi, ki so bili najdeni mrtvi. Ozadje na videz nedolžnih fotografij je na koncu pripeljalo do obsodbe Williama Bradforda in razrešitve več primerov umorov ter pogrešanih oseb. Številka 2. Leta 2002 je Soham v Cambridgeshireu v Angliji postal prizorišče nepričakovanega umora, ki je prerasel v dvojni umor. Bil je avgust, ko sta se 2 najboljši prijateljici srečali na pikniku blizu Red House Gardens. Spremljali so jo tudi drugi prijatelji. Po nekaj več kot uri igranja računalniških iger in poslušanja glasbe je več prijateljev odšlo domov. Okoli 18. ure sta najboljši prijateljici zapustili območje, ne da bi komu povedali. Načrtovali sta, da si bosta privoščili nekaj prigrizkov iz avtomata v športnem centru Ross Pierce. Videli so ju, kako sta se vračali proti naslovu Red House Gardens številka 4, pri tem pa sta šli mimo doma College Close. Vendar pa se dvojica ni vrnila v Red House Gardens in sta bili nato prijavljeni kot pogrešani. Po intenzivnem iskanju, ki je trajalo več tednov in v katerem je sodelovalo več kot 400 policistov, so trupla pogrešanih deklet našli odvržena med rastlinjem v jarku. Primer izginotja se je zdaj spremenil v primer umora. Dvojni umor bi bil, s pomočjo nepričakovanega vira, rešen prav tako hitro, kot se je zgodil. Prav kopriva in forenzična botanična analiza sta pripeljali storilca pred roko pravice. Botaničarka profesorica Patricia Wiltshire je analizirala zaraščen jarek, v katerem so odkrili trupli. Opazila je, da je kopriva rasla vzdolž jarka in bila poteptana, vendar je že kazala znake okrevanja. Wiltshire je opazila, da je kopriva že poganjala nove poganke. Ponovna rast ji je na koncu omogočila, da je ugotovila, kako dolgo so bila trupla v jarku. Ocenili so, da so bili ostanki odvrženi 2 tedna prej, kar se je ujemalo z obdobjem izginotja prijateljice. Časovni okvir je vodil nazaj do hiše na College Close, kjer je prebival Ian Huntley, višji skrbnik šolskega posestva. Tukaj je Wiltshire s pomočjo drugih forenzičnih strokovnjakov uspel ujemati cvetni prah iz koprive s cvetnim prahom na pnevmatikah Huntleyjevega avtomobila. Nadaljnja preiskava je potrdila, da sta žrtvi umrli pri hiši osumljenca prav v trenutku, ko sta izginili. Leta 2003 je bil Huntley sojen in obsojen za dvojni umor ter obsojen na dosmrtni zapor. Številka 1. Leta 1991 so truplo Denise Sharon Cold našli v predmestju Filadelfije, v nepozidanem slepem koncu, potem ko je bila pogrešana 3 tedne. Bilo je jasno, da je bila žrtev umora, vendar so preiskovalci storilca identificirali šele 28 dni kasneje. V času dogodka je bila Denise v razmerju z moškim po imenu Theodore Dill Donahue, ki so ga takrat zaslišali policisti.
Donahue je pojasnil, da je Denise nazadnje videl med incidentom povezanim z mamili, ko sta z žrtvijo uživala prepovedane substance, nato pa ju je oropal neznani posameznik. Denise je povedal, je stekla po pomoč, vendar je nikoli več ni videl. V naslednjih letih je bilo z Donahuejem opravljenih še več razgovorov, vendar ga nobeden od njih ni postavil v središče preiskave kot glavnega osumljenca. Šele leta 2019 so skrivnost umora končno razvozlali in storilca spravili za zapahe. Tistega leta je profesor z Univerze Temple Brian Wolf izkoristil novo tehnologijo napredne obdelave fotografij. Wolf je preučeval fotografije kraja zločina in fotografije iz stanovanja Donahueja, ki je zanimal preiskovalce, in odkril spregledano podrobnost. Ob Denisinem truplu je bilo več kosov oblačil, vključno z enim rumenim nogavicem. 28 let se nihče ni vprašal, kje je druga nogavica. Z izboljšanjem fotografij Donahuejevega stanovanja pa je Wolf našel tisti manjkajoči kos oblačila. Druga rumena nogavica je ležala v domu osumljenca. Izboljšane slike so forenzičnim strokovnjakom omogočile, da so jasno videli teksturo blaga, barvo in druge podrobnosti obeh nogavic, ter potrdili, da se ujemata. Prav to preprosto odkritje je privedlo do aretacije in obsodbe takrat 52-letnega Theodora Donahueja. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.